Že kmalu po poplavah vzdolž reke Drave v letu 2012 so številni vsem oškodovancem obljubljali, da bodo deležni pomoči in da bodo prejeli odškodnine za nastalo škodo. Kljub vsem obljubam se njihova kalvarija po sodiščih še po 5 letih zmeraj vleče kot jara kača in je še zdaleč ni videti konca. Jaz se sprašujem, koliko vode še bo preteklo, da bomo prišli do nekega cilja. Poglejte. Jaz sem bil pozvan od odvetniške pisarne iz Kranja, gospe Vraničarjeve, da obvestim ljudi, da pridejo v krajevno skupnost, ker bojo prijavili škodo. Jaz sem bil takrat prepričan, da Avstrijci, ki so bili pred nami že prej v Evropski uniji, da je to en civiliziran narod, ko sem pa zdaj videl, kako se to vse skupaj premika, da se vsi skupaj sprenevedajo, pa nihče noče biti kriv. Avstrijska družba Verbund na Celovškem sodišču želi dokazati, da ni odgovorna za škodni dogodek na Dravi, na slovenskih sodiščih pa se zadeve prav tako zapletajo. Ravno včeraj sem bil na eni od obravnav za hišo, ampak bili smo kar v 10 minutah končali, kajti sedaj je Verbund prišel do tega, da zahtevajo še izvedenca. Jaz sem takrat rekel včeraj, kaj bo ta izvedenec oziroma izvedenci počeli. Ugotavljali, da vode ni bilo, voda je bila, vse smo bili poplavljeni. Koliko je vode teklo, se ve, to so ocene narejene. In zdaj bomo mi, tak ali tak že ni denarja, poglejte, in sedaj moramo za izvedenca vsak posebej plačati 1000 evrov. Čeprav so utrpeli ogromno škodo, ki je predvsem zaradi finančne nezmožnosti še zmeraj niso uspeli sanirati, bodo oškodovanci prisiljeni namenjati še dodatna sredstva za dokazovanje že ugotovljene škode. Več kot polovico je poplavilo, pa vse njive, ki so bile takrat že preorane, to se pravi jesensko oranje je bilo upravljeno, bilo je izvoženega tudi okrog 45 trosilk po 4 hektarje govejega gnoja, podoranega in vse tisto, kar je bilo predorano in zrahljano, tisto je voda odnesla. Tako da smo ostali seveda precej na suhem, odneslo je vso rodovitno zemljo in seveda zdaj, kaj če še jaz sodnega izvedenca plačevati, a nisem bil zadosti kaznovan že? Kljub dobrim obetom ob samem vlaganju odškodninskih tožb, mnogi oškodovanci že izgubljajo upanje v rešitev sodnih postopkov ali pa si teh preprosto več ne morejo privoščiti. Mislim, da se to vse nekako mučka, po domače rečeno, in nekega napredka ni. Je pa cilj, da bi ti ljudje vedno morali neke nova vlaganja dajati, pa neke stroške, tako da so nekateri že odstopili, ker finančno niso to zmogli. To je ta cilj teh advokatov pri Verbundu in je žalostno ta zadeva, jaz sem siguren, da se bo to rešila, kdaj, pa vam to z tega mesta ne morem povedati. Jaz pričakujem, da tisti, ki vztrajajo, malo bo jih ostalo in tisti bodo tudi uspeli. Koliko vode bo še preteklo, preden se bodo zaključile vse odškodninske tožbe zaradi povzročenih poplav leta 2012, je nemogoče napovedati. Še manj, kako se bo razpletla celotna zgodba. Zagotovo pa morajo vsi, ki so jih poplave kakorkoli prizadele, živeti naprej in upati, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo. Ne na Dravi, ne na sodiščih.